Ja, nič, zdaj tak nek uvod v podcast, ker boš že na samem posnetku, ne vem čisto točno, kak bo, se še nisem čisto odločil, ampak po mojem bom nekako fade inu z nekim pogovorom najnim nekako, ne vem, po vsej verjetnosti v tem trenutku ali pa kaj takšnega. Tako da za začetek, Matic, ful ti hvala, da si čas vzel, res zelo sem hvaležen. Pa bi nekako za začetek, zdaj jaz sem že poznam, nekaj o tebi že vem, da bi se mogoče predstavil tako, svojimi besedami. Ok, ponavadi sicer začnem s tem, da sicer po izobrazbi sem psiholog, mogoče glih zdaj trenutno res ne delam glih ravno tipičnega dela psihologa, ali pa tudi večino časa nisem tega delal. Kaj pa vem, zamenjal sem ful veliko raznih delovnih mest, delal sem v zaporu, oziroma priporu, delal sem na centru za socialno delo. V bistvu dolg časa sem bil brezposeln in sem pa začel z mladinskim delom, to je že ful časa nazaj. Ko sem prvič padel v ta štos, pa me je odnesel vse živo, tudi v privatno prakso, rečemo svetovalno-terapevtsko, in zdaj evo spet nazaj v mladinskem sektorju, tako da nekako ta krog se sklepa. Nazaj tam, kjer sem začel, praktično. In od vseh teh, ko bi rekel, nekih položajev, ki si jih imel, kjer bi rekel, da ti je najbolj odgovarjal oziroma si se najbolj udobno počutil? Pa veš, kako je, res, ne vem, pravzaprav se vsak ima neke svoje zanimivosti, no. Recimo, seveda, zdaj delati recimo v zaporu je res velik izziv, zato ker zelo malo ljudi, pa recimo zelo malo psihologov dela v zaporu, ne. To je eno tako zelo specifično delo za zelo posebno populacijo in je sigurno v začetku bil zelo izzivalen, je pa potem s časom ratal pravzaprav, nam rekel sam naporen, ampak tudi tako, mislim, pač sistem je precej neumen, rigiden in pa začne to precej človeka obremenjevati, no, ne vem, tako kot mi je bilo fajn imeti neko zasebno svetovalnico, biti neke vrste freelancer, ne vem, zdaj trenutno to, kar pač počnem, mi je, moram reči, se ponavadi rečem, da to je kar dosti sanjska služba, no, zame, glede na moje zanimanje, to, kar trenutno počnem. Ok, kje pa si trenutno? Evo, trenutno sicer tle ne vidiš, ne, ampak sicer sem v mladinskem centru Črnuče, v okviru Mladih zmajev iz Ljubljane, javnega zavoda. S kolegico sva koordinatorja tega centra, ki je pač bolj ali manj umetniški, oziroma ima umetniško noto, ukvarjamo se z muziko, gledališčem, plesom, z mladimi, tako dosti kreativen job, kreativen plac, imamo dvorano, imamo produkcijski studio, zdaj po novem imamo še internetni radio, ne vem, ja, take, mislim, fajn stvari so, no, tako, zato sem dal tudi za ozadje, ne, eno od naših basistk iz enega projekta Girls Rock, tako da. In kaj bi rekel, zakaj se nekako najbolj zanimajo mladi od vseh dejavnosti, ko jih imate? Veš, kako je, zdaj, mislim, mi imamo sicer čisto običajen, bom rekel, mladinski center, tak, se pravi dnevni center, no, ko prihaja pač malo mlajša populacija, ki jo bolj zanima res neko zelo, na free, relax, preživljanje prostega časa. Zdaj, starejši, ko so, pa seveda tudi eni mlajši, jih pa zanimajo določeni kreativni projekti, lastni projekti, zdaj, če govorimo o muziki, so to pač načeloma mladi bendi ali pa solo ustvarjalci, ki že delajo ali pa so nekje na začetku ali pa na prvi tretjini neke svoje poti, se pravi, snemajo komade. V enih drugih cajtih smo se pač dogovarjali o nastopih. Prihajali so recimo tudi ravno iz tvojega kraja, ne, smo imeli koncert iz Celjanov, Tidal Waves so prišli v Ljubljano. Tako da, se pravi, to je glede muzike, ne, glede drugih umetniških izrazov so zelo različni, jaz bom temu vseeno rekel neki projekti, se pravi, neke njihove ideje, kaj bi radi speljali skozi. Recimo ena taka velika zadeva, ki se pri nas zdaj že vleče eno leto, tudi zaradi teh razmer, ki so totalno nore, je v bistvu en musical, ki ste ga pravzaprav napisali dve mladi punci,
sami dve napisali tekst na muziko slovenskega pop ansambla Hazard, ki je bil v 80-ih totalni hit. Ne, in sta pač s tem, da so tudi spet, bom rekel, to mi je ultra fajn, da prihajajo recimo ljudje spet z vašega konca. Ne, polovica igralske ekipe je v bistvu iz Žalca. Tako da so prihajali v normalnih časih sem vaditi, no zdaj so se zadeve malo zaustavljale. Tako da, načeloma so to neke, še vedno bomo rekli, projekti, ki mladi prinesejo neko idejo, kaj bi radi. Pa vi v Mladinskem centru malo pomagate pri tem ali probate, da so čim bolj samoiniciativni? Veš kako? Ja, mislim, je pač velik del tega joba tukaj je neke vrste mentoriranje. No? Se pravi, da jih spremljaš na tej poti, ne vem, usmerjaš. Meni se zdi kar velik izziv v tem, da to pol niso naše ideje, ne? Da mi ne vsiljujemo. Ne? Se pravi, da je nek dober ravnovesje med tem, kaj oni prinesejo, pa mogoče niso toliko zelo izkušeni v smislu same izvedbe, pa da tukaj pač nekako pomagaš pelati, da pa ne vsiljuješ svoje ideje. Ne. Tako da mentoriranje v veliki meri je pa, rekel, velika prednost v tem, da se potem lahko naslonimo tudi na neke zunanje sodelavce, ki so pa res bolj eksperti svojega področja, ker v bistvu midva sodelavko ne morava pokriti čisto vsega, ne. Mislim, tega, kar oni rabijo, se pravi, da se pridobi nekega res zunanjega eksperta, mentorja, ki potem v tem projektu jih pa še spil. Pa zdaj čisto vseeno, veš, kaj ima v mislih, ne, ampak skratka od ideje do neke uresničitve, ne, ampak da dobijo, bom rekel, končen izdelek, ne, da je Pa si predstavljal, da so ponavadi mladi zadovoljni z nekim svojim izdelkom, ali znajo biti kaj kritični mogoče do samih sebe? Veš, kako je, zelo različno je, ne, mislim, smo imeli, zdaj, ki si to vprašal, zelo dobro vprašanje, ne, mislim, imeli smo enega fanta, punkerja, ki je organiziral tukaj koncert svojega benda, ne, pač pravzaprav to je bil njegov mini projekt, no in on je bil izjemno kritičen do tega, kaj je naredil, ne. Tako, je pač zelo z neko refleksijo je vstopil v ta ocenjevalni del, ne, to bi lahko še izboljšal, to ni bil zadovoljen s tem. Imaš nekatere, ki so, bom rekel, mogoče dosti hitro zadovoljni z rezultatom, ne. Kar pomeni, da se mogoče nam ta starim zdi, a veš, se bi lahko še malo, ne, pa bi bilo malo boljše, pa ne, se je v redu, ne, se bomo tako pustili. Tako da, a veš, težko je reči neko čist, kako se odzivajo. Bom rekel, da so pa sploh te, ki pa res razmišljajo o svoji umetniški poti, kot o svoji karieri, ker dejansko so to nekateri izjemno nadarjeni mladi ljudje, ki razmišljajo o tem, da se bodo preživljali kot umetniki, so pa kar kritični, no, do tega, ne, dosti nezadovoljni s tem, da to ni še to, in tudi zelo delovni. Ja, itak. Ja, Potem veš, jaz se pač iz mojih cajtov spomnim, ko so pač bendi naših let vadili, ko so bile vaje bendov, je to približno tako izgledalo. Najprej bila gajba piva, 2 uri, pol si mogoče prištekali kitare, pol si pol ure vadil, pol si šlo pa nekam naprej. Ne. Teli, recimo tle 4-5 ur ponavadi vadijo non-stop, ne. So zelo tako predani, recimo, če v muziki govorimo tako zelo. Ne, veš, mene je tudi šokiralo, da pač eni so tudi res klasično izobraženi glasbeno, kar pomeni, da za svoje komade zapisujejo note, ne, jaz pač nimam pojma o tem, ne. Tako da, če vzameš nek alter rock band, ki potem cel band ima tako zapisnico, ne, in pol piše tako notno črtovje in pišejo note, ne. Tako, wow, vi pač res nekaj veste, ne. Tako da, ja. Super, kak je pa kaj, recimo, mislim, ste že, to sem mogoče malo čudno slišal, ampak si sproducirali kakšne mogoče malo bolj znane bende, recimo nekoga, ki je šel pa že ven nastopati? Ja, seveda. Zdaj v tujino sicer pač noben od naših še ni šel, zdaj na kar smo mogoče zdaj v zadnjem letu, če ostanemo malo pri muziki, na kaj smo, bom rekel, ponosni. Imamo 2 hišna benda, no, en hišni bend so Buržoazija,
No? ki so izdali svoj prvenc album točno par dni pred to prvo epidemijo. In so imeli pol razprodan koncert recimo v Kudu za promocijo, ok, pa je prišel ta prvi lockdown. Zdaj oni so kar tudi v Celju so bili pred kratkim še. Ja, predam. Ja, prva so bili, Ja. zelo zadovoljni. Super. Tako da oni so recimo tako, taki naši pač ful jih imamo radi, pač naši pač hišni band. Drugi hišni band so Regan, ki so pravzaprav iz nule prišli, kar pomeni, da pravzaprav vse skupaj to temelji na komadih ene punce, zelo mlade. Glasba in besedila so v bistvu njeno avtorsko delo, ki ima eno dosti nenavadno zgodbo, da je to pač sama doma na svojem Macu, samo sebe snemala in neke YouTube objavljala. Ne. Tako, pa že tiste je bilo kar dosti dobro narejen. Potem je pa uspela zbrati dejansko band, no, ki se imenuje zdaj Regan, in so zelo se pravi lani, točno za eno leto, no, so imeli kar enkrat tak totalen vzpon. Kar enkrat, najprej so igrali na svoji gimnaziji, ki je tako res gimnazijski koncert, pol pa kar enkrat šlo, ne vem, Metelkova, Ortobar, Kino Šiška. Ne. O, lepa. Niso pa izdali, zdaj trenutno producirajo album, ampak v bistvu takrat najbolj smešno bilo to, da so v njih govorili, ne vem, na Valu 202, oni niso imeli dejansko prav posnetega niti enega komada, samo neke demote, ne. Neka taka zgodba se je v njih zgodila. Pa smo snemali za hardcore band Relentless Youth, so pač ploščo so pri nas posneli, celo, no, to je bil en tak tudi ful lep moment, kako pride en tak mlad, zelo našponan band, ki točno ve, kaj hoče, pa v 4 dneh v bistvu posname celotno plato. No. To je pa tudi, oni so pa polovično iz Logatca, oziroma iz zraven Logatca, no, tam so ene Rovte, neka famozna vas, ki je ful malo prebivalcev, ima pa ogromno bendov. Tako, ne vem, polovička benda je pa iz Ljubljane. No. Tako da to smo prav snemali ploščo tukaj, zelo taka fajn izkušnja. Pa kaj to imate v Mladinskem centru, tak mini studio recimo za te bende? Ja, mi imamo v bistvu čist profesionalni produkcijski studio. Super. Ja, tako da, mislim, mogoče niso pogoji taki, kot če greš res enemu profiju, ampak programska oprema je ok, mislim, se pravi, strojna oprema, recimo mikrofoni, mi lahko pač bobne ozvočimo proper in tudi to delamo. Tako da, to je bilo največ veselja, ne? To so res dobri projekti, ne? Ki priješ pa plošča vam pride, ne? Pa ploščo v roki držiš, pa rečeš, to smo pri nas posneli. Tako, no. Da je verjetno nek občutek zadovoljstva ti, ne? Da si bil nekako mentor oziroma... Ja, to je. Isto kot so koncerti, no. Jaz izjemno rad prirejam koncerte, pač veš, glih včeraj smo se o tem pogovarjali, včeraj smo imeli glasbenike tukaj, ki so zdaj vsi precej deprimirani v teh cajtih, ne, ker pač ni nastopov. In zdaj samo skozi viseti v nekem studiu ali pa doma, ne vem, kitaro igrati, pa malo pet, pa nekaj montirati, seveda ni isto. Ampak smo se glih spominjali tega, kako je bilo vedno, kadarkoli, ali smo mi imeli koncert, ali pa kakšen naš band šel na koncert. Ne. To je pač... Tiste 2 dni je ono tako, stari, nekaj smo pozabili, pol vlačiš seveda tisto opremo v kombi, ne vem, kadarkoli smo imeli tukaj koncert, nikoli ne veš, kdo bo prišel, ne, oziroma koliko bo folka prišlo, pa kar enkrat, ko veš, da folk začne z avtobusa prihajati, pa tako je stari, vse bomo imeli neki folk, je folk dejansko prišel k nam, ne. Imaš naenkrat recimo polno dvorano, ki vsi se razmetavajo tukaj, ne. To je bilo lani za nov let, smo imeli tak pač novoletni punk koncert in je bilo dejansko dvorana nabito polna in vsi so se razmetavali in tako, stari, to se da početi, to je ful okej. Ja, to je res ono, to so taki sladkorčki, no. Ja, super. Kak je pa recimo, zdaj to vpliva trenutni ukrepi pa vse to? Ja, zdaj je, praktično smo v nekih totalno čudnih časih, mi smo odprti, odprti smo za maksimalno 6 uporabnikov naenkrat, kar pomeni, da nam je seveda obisk totalno padel. Zdaj, moji bendi trenutno nobeden od njih ne more vaditi, to pa zato, ker niso vsi v celoti Ljubljančani, ampak so seveda iz drugih občin in zdaj ne smejo prehajati občinskih meja. Tako da, to, mislim, tako kot sem ti rekel, no, precej je padla ena taka teža, no, tako,
negotovi cajti, kaj čez zdaj. Ne? Tako da dogodkov valjda ne organiziramo, smo zelo veliko na digitalnih stvareh. Ne? Tako da radio snema svoje oddaje, ker je najbolj enostavno, ampak Ni to verjetno, ne? Ni to, ne. Obiska imamo samo toliko, kolikor so priporočila. Ja, veliko manj te pretočnosti. Veš. Prej so kar nekdo je nekoga pripeljal, ne vem, fotografa recimo, ne, veš, ne vem, nekdo je rekel, lej, pa tale fotograf je prišel, pa ta snemalec je prišel, pa ta tonc je prišel, pa nekdo enega sošolca privlekel, lej, tale plac tukaj, pa skozi so bile neke debate, pa neko načrtovanje. Zdaj tako delamo v živo res zelo malo, delamo pa več na digitalnih omrežjih ali karkoli, ampak valjda ni to, ne, tako da niso dobre cajti. Ne. Ja, ni tega osebnega stika, tudi verjetno med mladimi. Ne, to je pač... Pa kaj so ti že kaj mogoče pojavili glede tega, da ne morajo? Jim ni to všeč? Seveda, zdaj... Veš kaj, mi dostikrat delamo to primerjavo recimo med športniki pa umetniki. No? Okay. Oboji se pripravljajo za to, da boš imel nek nastop. Ne, to je fora. Ne? Se pravi, športnik čaka na neko tekmo, ali zdaj to prvenstvo, državno, evropsko, whatever. To ti daje za glasbenika recimo isto, hoče iti na špil. Ja, seveda hoče izdati ploščo, ali pa hoče iti na intervju. Ne? Zdaj enostavno ne vejo, kaj bi, se zelo dosti pojamrajo, da enostavno ne vejo, kaj početi. Razen tega, da doma, veš kaj, ful so si kupili sicer dodatne opreme, ne? Vsi so si imeli nove računalnike, pa kaj zraven, pa mikrofone, pa ne vem, pa kakšen efekt. In zdaj doma seveda nekaj snemajo in pa vsi pošiljajo in nekaj montirajo, ampak ker ni tega kontakta, ne, je to, ne, vsi so mi tudi pojamrali, na koncertih, sam dobro veš, nisem tisto, ja, se zgodi, ker je na odru, ampak pol je ideja o tem, kaj se pol še zgodi, pol še nekoga srečaš, greš na pijačo, srečaš nekoga, ki dolgo cajta nisi videl, kakšno rečeš. Ja, neko socializiranje se dogaja, odnosi se razvijajo. Ne? Ja. Kak pa, to je v bistvu tudi eno vprašanje, ko me res zanima, kak se ti pa zdi, da bi lahko to imeli celotno ta karantena oziroma rečemo epidemija oziroma ukrepi vpliv na na mlade in na njihov razvoj? Se ti zdi, da bi to lahko imeli kak negativen, pozitiven, kakršenkoli vpliv? Ja. Zdaj, veš kaj, mi glih čez en mesec pripravljamo v bistvu online bo seveda mednarodno konferenco v bistvu vpliv COVID-a na mlade. Žal, veš, večinoma razmišljamo o tem, da bodo vplivi negativni. No. Se pravi, vse to, kar sva že malo omenila, enostavno ta odsotnost fizičnega kontakta in tega normalnega druženja. Pogovarjamo se o tem, da je to lahko zelo, zelo težko, če si točno recimo toliko star, ne va reči recimo zdaj maturanti, ne. Sam enkrat si 4. letnik, itak so že živčni zaradi same mature, sploh ne vejo, kako bo matura izgledala, ampak tudi zraven to pridejo, ne, če si 4. letnik, končuješ srednjo gimnazijo, ne vem, izlet, ples, to se ti dejansko zgodi enkrat v lifeu. Pogovarjamo se recimo o razmerih, o partnerjih, o ljubeznih, ki so zdaj enostavno ljudje se ne morejo videti, ker pač niso iz istega kraja, prej so bili mogoče skupaj v dijaškem, zdaj vsak doma. Zgubljaš zelo, zelo pomembne socialne izkušnje. To se pogovarjamo veliko, da se socialne razlike lahko, ful povečujejo. Pa zdaj, če govorimo o tej dostopnosti čisto do izobraževanja, ker imamo mi tukaj družine, ki imajo preveč otrok, pa premalo kompjuterjev in, ne vem, foter dela od doma, pa 2 frocasta, ki oba morata iti v šolo, doma je en računalnik. What to do? Kako za to? Ne morajo pač kar kupiti 2 kompov. Da tisti, ki so seveda ekonomsko močnejši, mogoče nekateri celo lažji. Je pa seveda res, da niso samo negativni. Ne? Nekateri tudi poročajo, nam pošiljajo sporočila o tem, da se imajo v bistvu dosti okej. Sploh tisti, ki ne potrebujejo tako nujno toliko socialnih stikov, ampak in ki imajo recimo doma dosti v redu razmere,
jim je ta balon dosti ok. Tako da ni toliko hudo. Tako da, veš kaj, zaenkrat se pogovarjam, ne vemo, noben hudič ne ve, kakšne bodo posledice. Vsi sam trobezlamo, da bodo neke dolgoročne posledice. Siguren pa bodo neke posledice. Mislim, ker tole je malo prevelik šok za vse nas, da bi rekli, ok, zdaj tega konc, life gre naprej. Tako da, Ja, tudi meni se zdi, no, tudi jaz sem opazil, jaz imam preventivne delavnice, izvajam na osnovnih šolah med 8 razredi. In preden sem imel eno delavnico, sem stopil noter v razred, zaradi mene je bila njihova razredničarka in je rekla, jaz bom šla takoj ven, sam nekaj vam moram sporočiti. In je rekla takole, prosim, če se spoštovani učenci med odmorom ne dotikate, da se ne objemate, da nimate stikov in vse to. Ko sem videl te otroke, kako so samo pogledali se malo, tišina ratala čisto v razredu, kar mogoče malo glave sklonjene, videl sem, da jim ni to odgovarjalo, da ne smejo imeti stika. Že tako v razredu ga ne smejo imeti, in pol tudi na. In sem poštudiral to, da mogoče bi znali to imeti nek vpliv na njih, oziroma še posebej v tej dobi odraščanja, ko ne bi neko network si ustvarjali ljudi okoli sebe. Ja. Tako, to je, malo me je kar tako zabolelo, moram priznati, ko sem to videl. Glih včeraj je kolegica, ki tudi nekaj podobnega dela kot ti, ali pa je delala, ampak tudi v tem vmesnem obdobju, ko so bile maske, maske, ne, je rekla recimo to, da pač smo mladim nekaterim zelo vcepili zdaj to, če nevaren si, prenašaš lahko bolezen, s katero boš okužil dedka pa babico in bosta te dva umrla. Za enega zelo mladega človeka je to, veš, če boš prišel v stik z nekom, skratka ta človeški stik je ratov nevaren, človek je nevaren. Zdaj, mislim, to res niso heci, no. Veš, to so žalostne stvari, ne, in da vse je nekako, vse je ratov tako nekako zakrčeno, ne. Sej, tudi tukaj, mi pač vsak dan seveda, zdaj sem jaz sam tukaj za računalnikom, reč, cel dan imam masko, ne. In moramo pač mlade opozarjati, pač morajo imeti maske. Ne. Vem, da jih ne marajo in nam je zoprno, ampak lej, pač moramo vztrajati na tem. Ne. Ampak, veš, tudi, če si jaz dan tukaj gor, veš, dejansko tudi prepoznavanje mojega izraza, kva jaz komuniciram, kva kažem, vidijo se samo oči, prepoznavanje nekega mojega čustvenega stanja in njihovega. Ne. Jaz pač tudi ne vem, kako je z njimi. Tako da je vse ratalo tako zelo v celofanu, tako da malo se bojimo, no, da bomo govorili čez 10 let, to je pa korona generacija, ne. Veš, da bo ono čez 10 let bomo za nazaj rekli, zakaj ima pa ta človek take probleme, veš, kaj to so oni iz korona generacije, ki so bili jih takrat toliko sta bla, 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 bla. Pa mislim, da je to neka taka realna nevarnost, ker nisem zdaj nek strokovnjak, ampak meni se zdi, da bi dejansko lahko to nek vpliv imeli. Ja, veš kaj, mislim, je zaradi tega, ker tudi enostavno malo predolg časa traja. Se pravi, če bi bila neka krizna situacija, ki bi bila časovno krajša, ne, se pravi, rečva 2-3 tedne, je sicer šokantno, ampak se sistem v bistvu zelo hitro primaja nazaj. Mi zdaj govorimo o mesecih, kar pomeni, da so se začele ustvarjati čisto nove navade in nekaj mislim, to so zelo utrjene stvari. Tako da, drugače v svetu se govori o tem, da pač bo to nek dolgoročen vpliv, ampak noben čisto dobro ne ve, v katero smer. Načeloma govorimo o tem, da bodo verjetno neke anksiozne težave, se pravi s tesnobo, zaradi tega strahu, kaj sploh bo, in da so pa recimo z področja osamljenosti, izoliranosti, depresije, in seveda vsi se izjemno bojimo porasta samomorilnosti. To je pa tisto, kar nas najbolj skrbi, da bo nek val prišel obupa. In ti moram reči, da pač do mene že prihaja kakšne tudi v moji generaciji tako zelo slabe zgodbe. Drobne, ne. To pač ne pride v medije. V medijih beremo to, kar Kacin pove. Ali pa kaj je Beovičeva, kaj so novi ukrepi. Ampak te drobne človeške usode, to pač na vam kol prišlo. To se zbriše v prenosu informacij. Pač. Ja, ali ni zanimivo, mogoče ljudem, ali nima gledanosti po mojem, ali kakorkoli.
Ne, nima. Da je žalostno, no, da bi glih na taki zadevi, ko bi mogel biti nek poudarek, oziroma da bi se ljudje malo pobrigali, da tam ni, ne. Ja, mislim, sploh ta neka, če smo zdaj recimo oba dva kot strokovna delavca, ki delava z mladimi, mislim, prav ta tematika mladih nikoli ni tista prioriteta, ne. Ali se govori o gospodarstvu, ali se govori zdaj mogoče o nekem zdravju, zdravstveno stanje, ja, zunanja politika, to so pomembne. Zdaj pa, če bi rekli pravno, ok, kaj pa delamo z našimi mladimi, ni, a veš, na vrhu prioritete, no. Sploh pa ne njihovo duševno zdravje, no. Tudi meni se zdi, da je nekako tak, kaj ti misliš, zakaj je temu tako? Mislim, jaz nimam nobene ideje, zakaj na mladih svet stoji, ne, nekako bi... Na mladih svet stoji, ja, yes. Nekako bi ljudje avtomatsko mogli pomisliti, no, da se malo bolj pobrigati, mogoče. Ja, veš kaj, mislim, jaz itak vidim ogromen tega zelo pokroviteljskega odnosa do mladih, ne. Veš, mi je dobro, da smo ta pogovor začela z tistimi temami, se pravi, koliko so ustvarjalni, inteligentni, kar hočeš, mislim, šokirajo nas, ne, v debatah, ja, v stvarih, ki delajo, ne. Se pravi, jaz nikoli ne gledam na to, da če nekdo star 14 let, zdaj pa ti ta malo. Splošno v družbi je pa ta generacija nas starcev precej pokroviteljska, ne, v smislu tega, lej, ti ta malo, hotel v šolo, pa boš pol pameten. Veš, tudi ta neka, res taka velika orientacija na to, važen, da delaš šolo, ne. A ni bolj važen, da se ti ne vem, meni se ne zdi, da je šola, če bi dal na tehtnico, no, se nekdo dobro počuti, ali ima šolo narejeno, pa se ful slabo počuti, jaz bi raje izbral to, da se človek dobro počuti. Ampak, bi tako, ja? Veš, ne vem, tudi pri tej, ne vem, čist participaciji pri ali političnih temah je vse narejeno tako, ima tako res za en klinc, no, veš, dajmo jih enkrat na leto v parlament, pa imamo malo tako, ne, mladi nekaj povejo, ne, dajmo jim mikrofon za 2 uri, ako ste lušni, pa jte dam, ne. Ni enakopravnosti v smislu obravnave in zaradi tega je, kada jih ne, pa veš, čist je malo dokončane ljudi. Ne, to je ultra staro konzervativno gledanje, ki se v bistvu mladega človeka ni dojemal kot popolnega človeka. Popoln človek si ratov pri polnoletnosti, takrat si polk naenkrat preklopil to, zdaj si pa človek, prej si pa neko polbitje, ne smeš se oglašati, nimaš mnenja, načeloma moraš biti priden. Ubogljiv, ja. Kaj pa da zdaj, ne, a veš, to imamo tudi v naših družinah, ne, kao ti ta malo govoril, ne, koliko spa star, ne. Tako da, ne vem, ne jemljamo jih, ali pa celotno, družba jih ne jemlje kot enakopravne partnerje, kot celo skupino, ne jemlje jih, zdaj bom rekel malo z političnega vidika, jih ne jemlje kot neke zelo zanimive politične akterje, zaradi tega, ker tradicionalno ne volijo, ne, mladi niso zelo volivci, ne, tako da z tega ponavadi niti nimajo neke zelo velike kupne moči, se pravi, niso niti oni ful veliki potrošniki, skratka, za te velike segmente družbe so ful nezanimivi, tako da grozen, no, čeprav, ne, a bo na frazah sparekel, ampak še vedno bomo pa rekli, ampak na mladih svet stoji, ne, ja. Pazica. Točno to, ja. Jaz, ko sem odraščal, meni mama skozi govorila, lej, sem je govorila, da hodi v šolo, izobrazi se in podobne zadeve, zato ker na mladih svet stoji, se pravi, da jaz kot mlada se izobražujem in bom nekega dne, ko bom odrastel, del družbe, ne. In meni se zdi, da pa mogoče, ker vsi tako dobro poznamo ta na mladih svet stoji, da ljudje pozabijo, da pa na svetu stojijo mladi, da je tudi za njih treba kaj kdaj narediti, še posebej zato, ker niso tako izkušeni kot mogoče nekateri starejši in da rabijo pomoč oziroma motivacijo malo zagončka, da lahko speljajo svoje ideje. Zato mi je recimo tako všeč vaš mladinski center za vsem, kar delate za mlade, da se lahko izražajo kakor se želijo. To je meni res super. A veš, saj sam tako, se pogreva lahko naprej, ne, saj tudi ta, bom rekel, ta zelo avtomatičen odnos, v smislu, da se jih kar pošilja, sem pa tja se zelo jasno vidi ravno pri tem vseh oblikah šolanja nadaljavo, ne, pa ne glede na to, koliko so stari. Se pravi, če zdaj vzameva zelo mlade osnovnošolce, za njih je to absolutno ful težko. Če ti vzameš prvi letnik srednje šole, nekoga, ki glih karato v Fazan,
On je v bistvu s 1. septembra stopil čez ena vrata, ki sploh skoraj ni stopil čez ta vrata, kar pomeni, da se zdaj je v izgubljenem prostoru je. Ne? A veš, tutorji iz faksov sporočajo, da so bruci totalno izgubljeni. Zato, ker pač so zdaj prišli na faks, pa oni so zdaj prvi letniki, ki so ga zaštartali online, niso videli nobenega sošolca nikoli v živo, niso videli nobenega profoksa nikoli v živo. Tutorji so kao namenjeni temu, da jih mentorirajo, ne, ampak jih v smislu so pač nam sporočajo, da jim je ful oteženo, zato ker jim ne morejo na ta način. To ni isto, kot če nekoga peleš po faksu ali pa se z njim dobiš, pa ga dejansko usmerjaš. Ne. Tako da, kako se to zlahka odreja, ne? Ok, vi nadaljavo, faks nadaljavo, brez kako češ, sej se bodo že znajdel, ne, sej pa v resnici ni delač od tega, da bi bilo toliko simpel. Ja, še posebej recimo bruci po fazani, ko res stopijo v nov svet, čisto novo okolje, tako noben poznan oziroma zelo malo poznanih, nov sistem nek in zdaj znajdi se v tem novem sistemu, je res mogoče malo tako zastrašujoče, še posebej za njih. Tako pride z neko tremo, si predstavljam v novo šolo in oziroma nek nov sistem in veš, tudi recimo tudi, kako so v Ljubljani študentske domove zaprli, ne? Veš, to je pač prišel, se pravi, odlok vlade prišel v četrtek, do nedelje so morali ti študentskih domov ven. Noben se ni spraševal o tem, so to študenti, ki prihajajo iz res enega okolja, ker ni spodbudno za njihov študij. Noben je razmišljal o tem, da ker tukaj živijo v študentskem domu, imajo tudi neko študentsko delo, ki jim sploh omogoča preživeti in sploh študij, zato ker spet jih doma ne podpirajo. Mislim, tako... Ja, po mojem je to še dosti težje za tiste, ko recimo doma nimajo ravno najboljših odnosov, ne. Nimajo potem nekega svojega varnega prostora, kamor bi lahko se odmaknili. Ja. Mislim, evo, lej, to niso zmišljene zgodbe, to so prav, lej, tle imamo gimnazijko, ki je sošolka, ni bila iz Ljubljane, je pač živela v dijaškem domu, tam, kjer živi na vasi, nimajo interneta in je pač sošolci zdaj v bistvu prek SMS-ev pošiljajo to, kar v šoli delajo. Ona pač ni, formalno je upisana, ampak ne hodi v šolo, ker pač doma nimajo. Druga študentka, ki se je javila, recimo je na meji s Hrvaško, nimajo ne interneta, niti ne slovenske telefonije, ampak tam v bistvu se preklapljajo na hrvaški GSM. Tako da, kako ne ona, pač, kva? Pa ne more biti pa v študentu, se pravi lahko doma, se pravi dejansko, pa prav sama je izrazila to, jaz bi rada letnika končala, ampak ga ne morem. Mislim, ker pač enostavno izgubljam zdaj, mene ni, jaz sem pač tam, ne. Tako, veš, to so, mislim, ful je enostavno reči sam tako, ne vem, ok, izselite se, recimo, ne, ali pa, ne vem, vse nadaljavo. Ne, da se mi zdi, da tale nadaljavo zadeva tere nek svoj davek, vsaj na sebi, recimo osebno lahko to opazim in sicer jaz sem se zdaj končno po dolgem času upisal na maturitetni tečaj in sem pridno hodil na vsa predavanja. Bil sem na vsakem predavanju tam, sedel v klopi, v prvi vrsti, z odprtimi ušesi, očmi, pisalo v roki, vse 100% pripravljen. No in je prišel zdaj ta ukrep, kjer je vse nadaljavo, jaz pa imam lepo doma, se lepo razumemo in vse, ampak imam pa 5-letno nečakinjo, ki je zelo glasna in aktivna in skače naokoli. Imam tudi dedija, ki je že starejši in se moraš nekako z njim ukvarjati. In nimam tega mira. Nimam miru doma, da bi lahko v miru sledil predavanju. In se mi zdaj zgodilo, da sem že na parkrat predavanje zato tudi dal na stran, ker sem vedel, da se ne mogel skoncentrirati. Lahko rečem, da to recimo bila moja odločitev, ampak lahko pa tudi rečem, da mi je pa padla motivacija, da mi je padel nek ta zagon, ko vem, da sem ga premel. Še kupil sem si karto, tedensko za avtobus, da se lahko furam, ne. Pa vse, res zagrabil zadevo. In moram priznati, meni osebno je zelo malo mogoče motivacija padla. In si predstavljam tudi z drugim, no, še posebej tisti, ki so prišli na neko novo okolje, da se to tudi iz nas zgoditi. Ja, mislim, veš, to mislim, da ni izgovor, ne, če imaš recimo doma, pa ni da se slabo razumeš, ampak se tudi midva z žena imava pač ultra majhen flat, res majhen flat in ni placa za glih tako. Ko smo bili na prvem lockdownu,
sva načeloma sicer hodila delati, ampak včasih se je zgodilo, da sva bila oba dva, sva mogla biti doma. In oba dva na Zoomih, ločenih. Mislim, a veš, enostavno nimaš kam iti, ne? Mislim, kam ne se na skret zaprem, ne? Mislim, a veš, tako da zdaj, če se otrok zraven, ki ni, ne, to so čisto drugi pogoji, če imaš, recimo, ne vem, dosti veliko svojo sobo, vrata zapreš, gor daš listek, ne moti me, sem na predavanjih in ni nobenega, ne? Tako da to mislim, da ni izgovor, to so objektivne, ni tako simpel, ne? Tako da, veš, tudi to glede motivacije, spet bom naredil to primerjavo, jaz sem pač imel slučajno stik z enim fantom zdajle, ki je športnik vrhunski, ne? Sicer trenira hokej, in je pač rekel, da nekje tretjina njegove ekipe razmišlja o tem, da bi nehala. Ni motivacije. Ja. Da bi pač nehali, zato ker težko je to ohranjati. Ne. Pa tudi, mislim, tudi tale elektronika, vsaj meni je zelo naporna. No. Včasih so... Tudi meni bo. Ja. Tudi jaz moram priznati, da čeprav sem na nek način ljubitelj tehnologije, ne, nič ne rečem, ampak takole konstantno in forsirano uporabljati neke načine, tudi mene. Jaz sem tip človeka, recimo, ko rad v živo se pogovarjam, res iz oči v oči, da je, rečemo zdaj ta 1,5 metra oziroma 2 metra razmika, kao mod, ampak da lahko človeka dejansko v oči gleda. Meni je to zelo pomembno, na primer, ne. Tudi tebe bi veliko rejzale imel tukaj zraven sebe, da sediš. Pa, ja, absolutno. Da se lahko. Ja. Ampak nažalost imamo trenutno tako situacijo. Dobro. Jaz, ko sem se odločil, da bi ti bil moj gost, to sem se jaz kar odločil, ti moram povedati. Si se odločil, ja. Tako, kar je fiksno sem se odločil. Sem seveda šel tudi malo pogooglati, s kakimi zadevami se mogoče kaj ukvarjaš zadnje čase, in sem našel en zelo zanimiv, ti si ga poimenoval esej, in sicer 2 napačna koncepta razumevanja človeka. Meni je bil zelo fascinantni, bi mogoče povedal kaj več o tem? Kaj si mogoče o tem mislil? Ja, veš kaj, to je bil en zelo zanimiv, mislim, najprej, ko je sploh do tega prišlo, letos je bil, tudi dopust je bil bolj krepi, ne. Tako, mislim, pač je bil dopust, ampak malo smo bluzili okoli po Ljubljani in bil je en moment, ko sem nekje v parku dejansko sedel, pa zdaj pol nosim sabo, veš, kar tako en zvezek, pa ful imam rad nalivno pero, tako da res pišem na roko in tam pod enim drevesom sem rekel, tako no, fakt, to moram res napisati. Zdaj, kaj, tako to je cela zgodba, ko se je to tam v parku, v Tivoliju, na eni klopci sem sedel, pa sem kar v zvezek zapisal nek koncept. Veš kaj, to me že par let me motno, mislim, nasplošno jaz nimam glih vedno zelo veliko spoštovanja do mojih kolegov in kolegic psihologinj in psihologov, sploh v njih, ki zelo rigidno se nečesa držijo. No. Pri raznih pogovorih, oziroma, veš kaj, ta zelo tehnicističen pogled na človeka mene zelo motno, tako da, tako da iščemo vedno eno rešitev za en problem, ki ga imamo, ampak zame je pa človek ful kompleksno bitje. Ne? Se pravi, do te točke, kakor smo mi dva danes prišla, naj je pregnal, ti si zdaj rekel, ne? Ja, ti si se odločil, da boš mene povabil, ko si me ti povabil, se je meni tudi nek mentalen proces zbudil, o katerem ti pravzaprav nič ne veš. Ne? Mislim, ni bilo samo 2 odločitvi, recimo rečem Sašo ja ali pa Sašo ne. To bi bilo tako, kot da sem robot. Ampak se pravi, kaj je meni to spodbudil, je nek moj material. In s tem materialom sva mi dva recimo danes oba dva skupaj prišla. In nobene pametne napovedi recimo ni bilo, kako se bo zdaj to odvilo. Jaz nisem nič vedel, kaj pričakovati, razen tega, da te poznam. Ne? In zdaj se iz tega gradi in ta odnos je izjemno nepredvidljiv. Meni se pa zdi, da hočemo ljudje pač v nulo razumeti zelo tehnično človeka in iščemo predvsem če je nek problem, iščemo en vzrok. Za meni se zdi to toliko narobe, zato dajem pač te primere iz fizike, ne? Če pač jaz ta kozarc zdaj spustim, bo pač padel na tla, ki dela gravitacija. Tle nima kaj dosti debatirati. Če bi ta kozarc ostal v luftu, bi bil jaz zelo začuden, se pravi nekaj narobe, nekaj smo padla v nek prestežnosti prostor. Človek pa ne funkcionira tako, ne? Da bo, če bom rekel,
dosti izhaja iz tega pri delu z mladimi, ne? A veš, ki je pač, ne vem, oseba poroča o tem, da je depresivna in zdaj bi rad nekdo, to je pa ziher za tega, ker imaš v šoli težave. Ali pa ziher je za tega, tako veš, ena, ne? To je bilo v bistvu nekako izhodišče, no? Tako eno razumevanje, da je človek ful bolj kompleksno bitje in da je, ne maram teorij, no? In zato meni ta individualnost je zelo pomembna, se pravi odkrivanje, kaj je enega človeka pripeljalo v neko seštevk nekih faktorjev, zaradi katerega se je znašel v neki točki. Ampak teh faktorjev je ogromno in pisal sem to tudi zaradi tega, ker me je pa fascinantno vsa leta to, da pač enostavno nočemo dojeti tega, da neki nezavedni faktorji vplivajo. Veš, da vse tako popreproščeno je, ne? Da pač so neki moji, lahko rečemo, potlačeni, lahko zatrti, lahko ful stari, neki motivacijski faktorji in da to, temu sem zdaj rekel, pač se, ok, poznamo to, da je to pač nezavedno, ampak da je to neki X faktor, ki ga pa sploh ne poznava. Ne? Jaz ne poznam tvojega, ti ne poznaš mojega, pa ko prideva v odnos, bo to delovalo in ne more biti vse tako na površini. Tako da, to je bil nek tak moment, tako da me veseli, da si to opazil, nisem brez nekih velikih, to se pač včasih kaj napišem, no, to je brez nekih velikih pretenzij. Ne, bilo mi je zanimivo, veš zakaj, jaz sem na hitrico probo razložiti, recimo začetek srednje šole, meni osebno psihologija ni bila nekaj ekstra zanimiva. In sicer z vidika tega, da jaz sem bil prepričan, da ne moreš nekega dobrega znanstvenega poskusa narediti na človeku. Zato, ker bi težko našel neko kontrolno skupino, s katero bi lahko to primerjal. Exactly. In potem, zdaj zadnje leto, ali pa recimo zadnje 2 leti, predvsem od takrat, ko sem tebe spoznal, če sem čisto odkrit, me pa vedno bolj psihologija zanima. Tudi na maturi, zdaj na maturitetnem tečaju sem se izbral psihologijo, če ne drugo zato, da se moram nekaj v tem smislu naučiti. In smo ravno začeli z temi osnovami psihologije in ena izmed prvih zadev je bila 4 tipi temperamenta. To je bila tista prva zadeva, ne? In seveda, kje se zdaj mi najdemo, kateri od teh 4 smo mi, ali si mogoče 70% enega, pa malo unga. In jaz sem gledal ta seznam, iz vsakega tipa bi lahko pobral jaz ven nekaj, kar sem, noben ni bil tist, to sem pa jaz. Malo sangvinika, malo melanholika. Včasih melanholik, ja. Tako, in mi je bilo ful všeč tudi, ko si vmes napisal, da je tudi odvisno od tega, kak dan imamo. Kakšni smo. Jaz se lahko zbudim zelo dobre volje, zelo nasmejan, lepe stvari so se mi dogajale zadnje 2 dni in bom tudi sprejemal odločitve in se obnašal temu primerno. Medtem, ko če bo pa zunaj dež padel, že to vem, da na mene dosti vpliva, bo pa malo, se bom kazal kot drugačna osebnost, če se tako izrazim. No? In to mi je bilo ful zanimivo, da sem naredil nek tak preskok iz tistega, ko nisem najbolj verjel v psihologijo zaradi ravno teh, ker ne moreš imeti nekega eksperimenta. Potem zdaj, ko se spet probam malo več o psihologiji naučiti in zopet zdaj pridem nazaj na to točko, kjer se spet sprašujem, če je to kategoriziranje ljudi nekako smiselno. Veš, da vse si povedal, vse si začel, nimaš kontrolne skupine. Zdaj, tle bi midva lahko šla v to, da pač psihologija, v Ljubljani je še vedno na filozofski fakulteti psihologija, se pravi, ni na naravoslovju, se pravi, ta borba psihologije, da bi bila znanost, je vedno tako malo obsojena na propad, zato ker poskuša pač te eksperimentalne metode vnesti noter z enim subjektom, s človekom, ki se pa nekako temu upira. Ampak ves čas se pravi razne meritve, pa se tako se je zgodovinsko začelo, nekaj. Midva lahko si izmerva, ne vem, reakcijski čas, ker je tako simpala, pač ti imaš hitrejši reakcijski čas, jaz imam počasnejšega, ful sva nekaj dosegla. Ampak, ko greva v to neke tipe osebnosti, je pa, zdajle imava še, ne vem, 20 minut, pol ure, pa si midva recimo zmislila zdajle na hitro, da obstajajo rdeča osebnost, pa modra osebnost, pa zelena, pa rumena. Pa narediva par vprašanj, kjer osadje imaš rad, pa ne vem, ti rečeš jagode, pa rečeš, lega rdeča osebnost. In zraven napišem še tako malo, rdeča osebnost je pa razburljiva, strastna, bla, bla, bla. Kar pomeni, da vse skupaj sem si izmislil.
Ja. Nobenega ni pač pravi znanstveni pristop eksperimentalen, nekako ne gre skozi, zato ker je pač, poskušamo pa ta neusmiljeno, poskušamo neke kategorije stlačiti, sploh je to, veš kaj, ful je v poslu, oziroma teh coaching metodah nekaterih za posel je to zelo popularno, neka faca preleti in bo zdaj v ekipi hitro recimo razdelil v 4 skupine. Po pravilu so ponovadi vedno neke 4 skupine. Ja. In ti pašeš v eno kategorijo, zato ker si pač na enem vprašalniku odgovoril tako, da si bolj kvadratast kot rdeč in zdaj si ti rdeč kvadrat in zdaj Sašo, a veš, to je pa zraven razlaga. Lej hudiča, oni pridejo 14 dni kasneje, ti dajo spet test, ti si kar enkrat zelen trikotnik. Zato ker si človek, zato ker mi pač delujemo odnosno, zato ker, tako kot si lepo pojasnil, jaz vem, da imam velik del koleričnosti vseb, lahko, sem dostikrat izjemno melanholičen, lahko sem tudi viničen, včasih sem pa tudi flegma, zdaj ne vem, kaj sem, ampak veš, to je spet ta nek ta zelo materialističen pogled na človeka, radi bi ga dali v kategorijo. Zakaj pa misliš, da to? Ja, mislim, zdaj zgodovinsko gledano je zato, ker psihologija v bistvu itak je veljala, ki je ena taka malo voodoo veda, pač dušeslovje, se pravi tak neki kvaje zdaj to, In potem so bili prvi poskusi, so bili vsi z čim več fizikalnimi metodami meriti nekaj v človeku, Jaz tudi, ko sem prišel študirati, mene so šokirali eni predmeti v prvem letniku, ko so meni zdaj, pa se to nima nobene veze z mano, recimo, meriti, kakšen je tvoj zorni kot, koliko imaš ti velik zorni kot, Pač ena taka naprava obstaja, ti vidiš, 60% je tvoj zorni kot, ali je pa 70%, ali je pa samo 50%. Ok, pomeriš in kaj mi zdaj to pove, da imaš ti večji zorni kot, kot jaz, tako da super. S tem se je v bistvu psihologija probala utemeljiti. To je en vidik, zgodovinski. Drugi pa, mislim, da zelo neminovno vezan na bolj ali manj na našo zahodnjaško kulturo, ki pa je nagnjena k kategorizaciji. Zdaj, če bi šla zelo globoko v filozofijo, je to zame povezan in vplivom krščanstva in predtem z Platonom, za to kategorizacija duša, telo. Ponavadi, če govoriš z enim dosti v redu vzhodnjakom, se ti bo smejal, oni pač stvari dosti bolj krožno dojemajo, nekaj celostno. Ta delitev duša pa telo, ponavadi nekemu vzhodnjaku, ki je dosti ok, bi rekel, da on tega ne šteka. O čem ti govoriš, zakaj deliš, veš, to so te zenovski koani, ki je tako vse eno, ampak tako pač ti si celota, kaj zdaj, kva deliš ti zdaj, zakaj, veš, tako da to je ne vem, je dost v zahodnem svetu utemeljeno to, da bi radi imeli kategorije, da bomo bolj obvladovali ta svet. Vse materialni svet, tako sem napisal tudi vsega tako lažje obvladujemo. Se mi moramo vedeti, kaj je miza, kaj je stol, načeloma, pa da ločva kozarc od vaze, načeloma, čeprav lahko prije zelo hitro ravno pri teh predmetih, ampak tako se nekako učimo obvladovati materialen svet, z besedami in s kategorijami, ki so nadredne temu, se pravi, če rečeva pohištvo, si kot otrok so te morali nekje, pa tudi mene so mogli naučiti, ja, to je vse pohištvo, to so pa stoli, mize, naslanjači, foteli, ne vem kva še, police, ne vem, omare. Omare, kako lejo. Ja, ampak s tem obvladuješ, človek pa tle noter kot ne paše, da imamo zdaj tako antropocentristični, jaz mislim, da sploh na splošno živa bitja zelo težko pašejo v to kategorijo, da bi jih nekako kategorizirali. Razumem. To je zame slaba psihologija, to je zame tako ono, a veš. Ne, točno to je tudi meni so vprašanje postavljeno. Ok, vredo, recimo, zvem, da sem primer tak in tak tip človeka, osebnosti, temperamenta, kakorkoli. Nikoli mi to ni bil nek pomemben podatek, kaj točno jaz sem, zato ker tudi recimo, meni se mogoče včasih še zdi to malo slabo, da se ti vsaj samega sebe, da kategoriziraš v neko določeno skupino, zato ker potem tudi odločitve mogoče lahko sprejemaš na podlagi te kategorizacije.
Ja. Zdaj pa, če se hočeš kot človek razviti, rastiti, po mojem mnenju se moraš malo odmakati od tega, kako najlepko imaš na sebi, kakšen tip človeka si, zato da lahko kaj novega narediš, lahko dejansko zrasteš kot človek. Če sem jaz, na primer, zelo vzkipljiv, konstantno bil kot otrok in mi dajo to nalepko na srečala, Sašo, ti si vzkipljiv, težko bi imel jaz nek podcast, mogoče potem z nekom in imel nek pogovor. Pa sem bil včasih mogoče malo vzkipljiv, ampak sem se zavedal tega in probo nekako popraviti, če je le šlo. Ja, mislim, načeloma so te kategorizacije škodljive. Zdaj, ker ti tudi dajo in neko stigmo lahko in nek flek. Ne? Mislim, če govorimo o res nekem razvoju človeka pa posameznika, ne, je pač ta del popolnoma nepomemben. Imaš fakulteto, nimaš fakultete, si Štajerc, si Žabar. What the fuck? Mislim, kaj je to? Ne? Ampak je pa res, da smo pa plemensko, se pa zelo radi identificiramo. Zgleda, da to je bil tudi nek človekov razvoj, ne vaši, naši. V sosednjem plemenu so ful prasci, mi smo pa face, imajo pa, veš, ne vem, ne? Ampak seveda se s tem lažje probamo obvladovati ta svet, rečemo. Ampak res za nek razvoj človeka so pa to bolj škodljive kategorije. Sploh pa, če ti nek test, recimo tep ven vrže, ja, ne, gospod, vi pa, ko se rekel, vi ste pa malo skipljivi, pa bla, 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 ne vem. Čez en teden bo pa res bo nekaj drugega pokazal. Sej zanesljivost načeloma vseh teh testiranj je zelo slaba, ne. In tudi ta prisilnost izbire, si že kaj sigurno rešval, kad dobiš to neko vprašanje, ki meni so že smešna ta vprašanja, ne. A veš, pa da ne, ali bi, in potem seveda, ker je ta prisilna izbira, noter, potem pač moraš nekaj obkrožiti, tako, ali si želite kdaj skočiti s padalom? Da. Aha, ok, se pravi, človek je adventurous, je adrenalinski, ima rad dogodivščine. Ne vem, jaz sem prepričan, da bi lahko kdaj napisal ne, da, mogoče, pojma nimam. Kaj mi zdaj to, kaj to govori zdaj o neki moji? Ja, tle bi se strinjal, da mogoče take neke labelanje ljudi, da nima smisla. Nikakršnega. Človek kot človek in se z njim dela kot človekom in z vsakim človekom malo drugače, ne, seveda. Ja, pa veš kaj, Sašo, je tudi zanimivo to, da tudi v bistvu najbolj sodobne nevrološke, to pa res raziskave, ne kažejo tem, možgani niso rigidna forma. Veš, nas so tudi učili, se veš, leva pa desna polobla, mislim, kada pač ta oreh, ki ga imaš tle spod pod lobanjo, ne, to je pač neka mašinca in to je to. V resnici se nevrološke navezave vsak dan delajo in vsak dan zamirajo, kar pomeni, res velja to, da danes, spet lahko rečemo, ta pogovor ima neki vpliv na naju. Ni isto, kot pred 1 uro. Dobro, ni neka mogoče revolucionarna sprememba, ampak, ne vem, prideš v odnos z nekom, nekaj prebereš, nekaj izveš, o nečem razmišljaš, nekaj se zgodi. Neprestano, veš, prej so se začela, bo korona dela nove nevrološke povezave, ki jih prej nismo imeli. A bodo trajne? Vsaj lahko, da bodo dolg čase trajale. Ampak to se neprestano dogaja. Zato pa človek raste, zato se pa človek spreminja. Razumem, ja. Veš, mislim, plus, da smo itak zbombardirani, mislim, od teh bolj osebnih informacij do različnih informacij, ki jih dobivaš in jih seveda vkomponiraš evo, zdaj se spomnim anekdota, mislim, da od včeraj, predvčerajšnje, sodelavka mi je poslala SMS, ja, da verjetno so pa res mogoče zvedle od svojega taksista, verjetno so Nemci res odkrili, mogoče so cepivo. Ni vrak, ne, naslednji dan vidim tle na teh elektronskih displejih na busih, da sta res nek nemški par, mogoče razvila to cepivo za COVID in da mogoče že decembra prihaja. Absolutno meni to spremeni moje gledanje, zato ker je že zraven novica, da mogoče bo pa Evropska unija kupila, se bomo cepili, a pol 3. vala ne bo. Preden en dan prej, dejansko ti povem, nisem razmišljal o tem, kva to cepivo sploh, a bo ali ne bo.
Ne. Ali pa ne vem, veš, umetniška dela, mislim se, zakaj pa se izpostavljamo umetniškim delom, zakaj grem jaz na neko razstavo, nekaj mi da, nekaj novega, nekaj me spremeni, silno tako, ok, pa še ena otvoritev. Ne. Se pravi, malo me spreminja in, a veš, če ne boš dobil na začetku, na koncu, če se bom imel dober, bom čist drugače reagiral. Ne, kakšne volje bom, kako bom, ne vem, ne, tako no, človek bolj kot celostno bitje, pa kot ful bolj dinamično, kakor pa, star si zdaj 20 plus, te bomo dali čez eno preverbo in zdaj si tukaj noter, tak v nekih kategorijah. In si takšen in takšen človek. In takšen boš ostal do smrti in evo tega, no. Tako, in te nekdo, ki ga ne poznaš, označi do konca tvojih dni, kakšen tip človeka si. Ja, veš kaj, to je pa ta del, no, da zato tudi, zato včasih ne maram, ki preveč, psihologov in psihologi ne maram, če so res preveč vzvišeni. Zato, ker, veš kaj, nas so med samim študijem so nas skozi obravnavali, dejansko nam je predstojnik prvi dan faksa rekel, da smo elita filozofske fakultete. Ne. Veš, mi smo čisto po naključju bili v tisti bajti, zato ker te slavisti, pa komparativisti, pa zgodovinari, to je kar neki. Vi ste pa elita. Ne. Zato, ker mi pač imamo, mi ne vem, kva znamo, misli brati, hipnotizirati, ker je čisti bullshit. Ne. Se pravi, če se nekdo postavi na to, da bom jaz res imel tle neko zapisnico in bom zdaj tebe noro analiziral, ne, se pravi, Sašo, ne, veš, imam jaz tle en test, se postavljam v neko pozicijo, ki niti podrazno mi ne pripada, ker sem isto človek kot ti, ne, tako da, veš, kva. Ne, tako si rekel, veš, nekdo te oceni, nekdo v beli hali, bo zdaj povedal, ne, come on, človek, no, to ne gre tako. Ja, tudi meni to bilo vedno tako malo, kako bi rekel, malo sem bil skeptičen, da to drži, kakor nekateri bi trdili, da to drži, oziroma da si takšen, kakor ti pravijo. Tle sem zdaj postavil vprašanje, kaj pa je pa tebe sploh potegnil, da si šel študirati psihologijo? Ja, veš kaj, mislim tako, zdaj tako, v 3. letniku sicer meni psihologija nekaj na gimnaziji ni bila sicer nekaj noro, ful zanimiva, me je pa še kar zanimala, no. Zdaj, pol smo imeli tam nek mali krožek, bili smo tam 3 frendi, malo smo bili naduti, no, pa smo med sabo si delili nekaj, brali smo Freuda, no, takrat stari 16-17 let, nič nismo razumeli, ampak ko smo se zdeli, da smo nekaj pomembni, pa da nekaj razumemo. Pol je bilo tako, da v 4. letniku mi je bil precej v redu filozofija, sem zelo dobrega prefoksa, ampak smo bili pa mi v 4. letniku gimnazije malo preveč skozi zapohani, tako da zapohani smo hodili na filozofijo, pa smo ga provocirali, ampak zdaj se mi je zanimiv. Pa je prišla pa ta odločitev, stari, moraš iti nekam. Jaz sem v bistvu kolebal med, sploh ne za arhitekturo, to se mi je zdaj tako tudi dober poklic, pojma nimam. Zato, ker včasih rad kaj narišem, tako, arhitekt. Jaz sem bil 4. letnik. Le, te je že takrat to zanimalo, ne? Ne, ampak večino sem bil zapohan, tako da, druga je bilo pa tako, psihologija, to je pa nekaj tako, ne vem, res je bila zelo taka, hipna odločitev in tudi dejansko, ko sem prišel kaj na faks, sem bil dosti razočaran. Jaz sem več pričakoval, da bo to tako, da to je tak, malo bolj poduhovljen svet, pa smo res pogovarjali o problemih, pa o ljudeh, pa life, kako zgleda, pa tam, pa meraš reakcijske čase, pa po 1. letniku smo mogli žabe secirati, nekaj je bilo tako. Zakaj pa to? Ja, zato, ker smo imeli pač predmet fiziologije, in ker je zelo pomembno, da imamo fiziologijo in ker človeka ne moreš secirati, je bilo treba pač, kako zgleda živčni sistem žabe in so nam privlekli žabe iz Makedonije in so jih tam omamili in si jih mogli s skalpelom secirati. Mislim, sošolke so naredile skoraj peticijo zaradi tega. Verjamem, ja. Tako da ni bil glih, da bi bil jaz tako nekaj navdušen, tako wow. Je pa bilo res, da se pa dobil pa zelo luštno družbo, no. To je pa tak lušten, zanimiv letnik. Vedno smo se zabavali, da je bila to, taka linija je bila Štajerska, Ljubljana pa Primorska. No. Ful je bilo Štajercev, pa ful je bilo Primorcev in tle smo najdli tako eno veliko družbo. Na tej liniji Gorenjska, Dolenjska so bili pa malo bolj dolgočasne, sošolke pa sošolci. Ampak ta primorska, ljubljanska, štajerska navezanost je bilo kar 15, smo bili kar taka povezana družba in načeloma je bilo dobro, mi smo se imeli lušten. Tako da mene je ful naprej vlekel
bolj ta družba, no? Saj prav ta prva 2 letnika definitivno. No? Okay. Pa se pa najdu neke, se zdaj pa se so neke stvari tudi okej. No? Pa si vmes kdaj, ko si upravljal vse možne pozicije, se kdaj poštudiral, da bi menil stroko, pa še kaj drugega delati? Ja, veš kaj, neki cajt sem sicer razmišljal, da ker sem še vedno pač diplomiran po klasični, 4 leta sem hodil na faks, da ni bilo bolonca, tako da razmišljal sem da bi šel na magisterije antropologije. Okay. Ja, to me nekako, ampak to je bila res vedno sama ideja, tako, ne, bi se zdaj tako absolutno ne bi šel, zdaj letek ne bi šel, več študirati, ni šans, nimam več toliko zicledra, tako, ne vem, ne. Nekaj pa nisem sem pa zadnji v letniku diplomiral, no, tako čiste zadnji, tako ful se mi ni dal končati, tako da sem se kar čiste zadnji, no. Ostali sem več že džobe pa diplome, jaz sem pa še kar na faks hodil zadnje izpite delati, tako ni komi, no, tako sem res. Mislim, da, ne vem, jaz ali pa ena sošolka sva bila res, mislim, da je ona pol en teden pred mano diplomirala. Jaz sem pa čista zadnji v letniku. No, ampak, diplomiral pa si, ne? Si še vse... Ja, ne, da bi bil neki zdaj nek ful zagreč študent, sploh ne, no, tako, da bi bil res na 10 tam cepale. Se pravi, nekako si se skoraj že po naključju znašel v tem poklicu. Ja, lahko bi rekel, da dosti, ja. Zanimivo. Ja, ni bila neki tako prava življenjska želja. Zdaj se mi sicer zanimivo tako, recimo, ne, vedno se mi je bilo dobro pogovarjati, no, tako, debatirati, tako kar midva zdaj, ne. Pa meni se zdaj, da je pol psihologija, veš to, da bomo malo tako, debatirali v življenju, kako je zdaj to, kva ni, kako je, ne. Malo sem se tle zatrl, tako da sem bil pa dosti trmast, no, da ne bi pa nikoli pustil, no, to pa, ne, sem se pa vedno, veš kaj, tudi malo pragmatičen, tako, glih toliko sem naredil, da sem nikoli padel letnika, naredil ne pogoje, glih toliko, da je bilo pa piči miško, ne. Tako ne 8-ke, 7-ke, tako varne, tako. Vložil trud, glih to je, kar je bilo treba, da si naredil. Ja, ne neki zelo študiozen človek, no. Ampak, za moje pojme te je to zelo na dobro pozicijo pripeljalo, vsaj delaš zdaj po mojem, to, kar te veseli, kar rad počneš, tako da. Ja. Veš, pa se mi zdi, Sašo, da ne bi bilo to pogoj zaradi izobrazbe, ne. Mislim, to se mi zdi, veš, te pogoji, da moraš imeti pač za tega faksa, sem ogromno ljudi srečal, ki so imeli ogromno talenta za delo z mladimi, pa nobene šole. Ja. Ne, tako da zdaj, da bi... Meni je pa samo žalostno to, da recimo organizacije, društva, kakorkoli, ki nekako delajo z mladimi, še posebej, če so javni zavodi, pa gledajo potem na to izobrazbo. Ja, tukaj pa zakonodaja v bistvu ne dovoljuje. Mislim, dovoljuje, ja, ampak lahko si strokovni sodelavc, ne, na nekem nižjem, ni pa enakovredno, ne, tle odzati je pri javnih zavodih je ta problem, da tle zakonodaja glede zaposlitve je v bistvu praktično tako, da bi za državno službo delal, ne. Tle pa pogoji, diploma, magisterij, certifikati. In to mi je dal točno to, vsaj meni, to motivacijo, da zdaj pa zaključim vsaj srednjo šolo, da maturo naredim, da speljem, da lahko pa en dan se usedem v en tak mladinski center, malo bolj za stalno. Dobar, ja. Upam, da. Upaš, da. Eno zadevco bi te še vprašal. Ker zdaj smo pa mislim, da že eno urco skoraj. Urca sva, ja. Super, tako da se ne bom predolgo zadrževal, bi te samo eno zadevco še vprašal. In sicer, ko sem googlil tvoje ime, je ogromno ali člankov vrgli ven, ali pa tvoja spletna stran, Mlade zmaje itd. Mi je pa tudi sicer eno zadevo vrgli ven iz leta 2013, če se ne motim. Zdaj pa nisem pa sicer najbolj razumel, ko sem bral te članke, o čem točno se je to šlo, a mogoče veš, o čem govorim? Ok, try me, mislim, da vem, ampak...
v primeru za neko deklico, to, zdaj, če ti ni prehodov, oziroma če ni pretežko, zanima me, no, kaj se dansko tukaj dogaja, ker... Ok, long story short, ne, zdaj si dal, to je tako, bi bilo lahko za 1 uro. Takrat sem imel, se pravi, z ženo in eno sodelavko, smo imeli samostojno svetovalnico, med drugim smo obravnavali enega očeta, ki je sumil, da je njegova hčerka spolno zlorabljena, strani dedka po drugi strani. Pritiskali smo na razne državne organe, da bi to punco zaščitili, to se ni zgodilo, na kar smo se odločili, da jo s pomočjo ene mednarodne humanitarne organizacije, da jo pravzaprav umaknemo iz države v tujino. Država je to pač obravnavala kot odvzem mladoletne osebe in nas v bistvu preganjala in na koncu pač smo bili obsojeni. Tako da jaz sem pač prestajal zaporno kazen zaradi tega. Žena isto, samo njej se je pretvorila v družbeno koristno delo, medtem ko jaz sem prestal 9 mesecev hišnega zapora. Punčka se je vrnila v okolje zlorabitelja in je pač zdaj že kar veliko starejša. Zakaj pa država tukaj ni želela nič pomagati? Saj ti pravim, da to je dolga zgodba. Dejansko samo ta nek naslov je bil tvoje ime in to, pa ko sem prav, nikako niso, konteksta, mislim, nobenega konteksta ni bilo, samo nek... Mislim, zakaj, zdaj tako, mislim, sem tako rekel, da ko upam, seveda, da ne boš ne ti, ne tvoji bližnji imel kakšnih res slabih izkušenj z kakšnimi od teh bolj represivnih slovenskih inštitucij. Ampak, ko te enkrat inštitucije dajo v mlin, pa recimo, da si dost majhen človek, se pravi, brez nekega velikega vpliva, nisi neskončno bogat, te dejansko lahko uničijo. Se pravi, ali te bodo obravnavali resno, ali te ne bodo. Skratka, od grozljive zbirokratiziranosti, ki tle velja, se pravi, ne moramo nič narediti, nič ne bomo naredili, ne moramo nič narediti. Do pač valjda res včasih res velikega prikrivanja totalne nesposobnosti, ampak res tako grozljive nesposobnosti in seveda ena taka ta cehovska pripadnost, da potem seveda inštitucije svoje ljudi izjemno dobro zaščitijo. Se pravi, če nekdo naredi napako, bo seveda potem se cel ceh postavil, ne, zihar ni bila napaka, je že v redu tako, ne bomo svojega človeka žrtvovali, ker je naš človek. Tako nekako, se pravi, vse skupaj enostavno, mislim, čisto dokončnega, mi smo imeli veliko delnih odgovorov, zakaj je bilo tako, od raznih političnih vplivov, takih prav čudnih, do, kakor sem ti rekel, res kronične nesposobnosti. Zdaj, dokončnega odgovora itak nikoli nismo dobili. Tako da, v bistvu to je bila taka dost slaba zgodba, žalostna zgodba, noben na koncu ni nič pozitivnega, ni bilo, otrok se je vrnil nazaj, nič ne vemo, kaj se z njim dogaja, tako pač. Grozno. Mi smo pa osebno pač fasali tukaj, pač. To je pač tako, ne vem, to... Ja, zdajle pred parimi dnevi smo pač spet tako kar malo cinično, ker je bilo precej v medijih o tem, da slovenski izvedenci, kolegi psihologi v bistvu uporabljajo nestrokovne metode, to je zdaj celo Evropa ugotovila, no to smo mi takrat trobezlali, ali pa, ne vem, jaz se spomnim, 8-9 let nazaj, sem poskušal razložiti, da pač te izvedeniška mnenja so narejena nestrokovno. Veš, to je vse malo na to foro, kar so se mi prej pogovarjala, z nekimi napol, nekimi testi, neki. No in zdajle je pač meni pa zelo spoštovan kolega Arih, psiholog, ki dela pa na faksu za varnostne vede, kjer pravzaprav imajo najbolj cool psihologijo v celi državi. Za moje pojme, ki je katedra za forenzično psihologijo, ki je na višjem nivoju, kamor si kje druge. Je pa zdaj naredil analizo teh izvedeniških mnenj in napisal pač res strokovno ekspertizo, pravzaprav, da tole ni nič vredno. Zdaj pa kar enkrat je halo, joj. Ampak recimo izvedeniško mnenje lahko odloča o tvojem življenju. Če boš imel otroka,
lahko odloča o življenju tvojega otroka. Zato je izvedenc prišel s to, veš, neko formalno avtoriteto in reče, ne, to je pa tako, ne. Tako da ja, to je pač dolga čreva, nedelovanje slovenskih inštitucij, ignoranca, pa sploh, kadar gre za, jaz bom rekel, kadar gre za majhnega človeka, ne, za človeka, ki nima te, veš, kako se hitro obrne, če ima nekdo družbeno moč, ne, denar tukaj, ugled, nekoga briga, nekdo, ki je iz ene vasi, Nisi dovolj pomemben, da bi... Nisi dovolj pomemben, ja. Ne, veš, nimaš za sabo totalno nekega bogatega odvetnika, ki te bo branil. Nimaš pravega priimka. Ali pa nimaš pravega priimka, ali pa nisi karkoli, pa nisi pravega porekla in te neumnosti. Ne, tako da. Grozno, da se take zadeve tudi... Nočem več morajo dogajati, ampak da se res očitno dogajajo. Ja. Veš kaj, to izhaja, mislim, tisto obdobje, to je bilo ravno takrat, ko sem jaz še delal, veš kaj, delal sem na Centru za socialno delo najprej. Najprej sem videl, kako to od znotraj izgleda, pa takrat sem postal tudi predsednik sindikata, se pravi vseh centrov za socialno delo v Sloveniji, in kar naenkrat so v meni začeli tudi uletavati ful razni primeri, ne. Razni debeli špehi ljudi, ki so se res leta in leta borili z inštitucijami. Ne. To je ponovno tako, mislim, 7 let se fajtaš za svojega otroka. 7 let vlagaš nekaj, tako 7 let. Ne. Tako da takrat sem se pač predvsem polotil tega aktivizma, predvsem na tem socialnem področju. Ja, in kot rečeno, potem je pač država pokazala zobe in nas spravila v zapor. Žalostno, mislim. That's life. Sorry, to je pač zdaj, če bi me ti 2013 bi bil jaz zdaj razpiten, pa potovku po mizi, pač sem bil jezen, žalosten, razočaran, zdaj tako pač, ja, to je pač life. Jaz pač ne bi kaj dosti drugače naredil, če bi bil še enkrat v isti koži, ker mi je to pač en zelo ugleden norveški psiholog klinični rekel, pač enkrat na eni okrogli mizi, Haldor Olveide, ful si ga bom zapomnil za cel life, ki je pač rekel, obstajajo človeški zakoni, ki so spremenljivi in zmotljivi, in obstaja tudi kakšno drugo etično pravilo, kaj je prav. In narediti moraš tisto, kar je prav. Zato, ker človek piše zakone, zakoni se spreminjajo, tako, in pač narediš tisto, kar se ti zdi prav, in zato pač včasih fašaš tudi posledice. To, tako je. Nažalost. Ja. Ful ti hvala. Res. Panike, hvala ti za vabilo, Sašo. Z veseljem, res. Zdaj, posnetek bo objavljen, podcast bo objavljen 20. Tako da vljudno vabljen k ogledu. Mi boš poslal link. Z veseljem, največjim veseljem. Matic, ne vem, kdaj sem naslednjič videla. Se bomo naslednjič videla, greva na kofe. Zmenjeno. Pa na čik. Tako. Z največjim veseljem. Ajde, lepo se majte v Celju. Enako, Zdrav. uživaj. Ajde, čau. Ja, čau.